današnje dela. Tako da se bomo ukvarjali s filmom ne, brez tega. Drugače bi si pogledali en fenomenalen konc. Dva klasična filma bi se gledali. Enega sem več posnel z naslovom The Lady from Shanghai, enega pa Frank Capra, to je It Happened One Night. To bi si pogledali, ampak si ne bomo, ker se ne moramo. Bomo pa še iz tega govorili. Ne bomo gledali. Torej, o čem bomo govorili? Danes bomo govorili med drugim o tem, o čem pravzaprav moramo govoriti, to je psihoanaliza. V zelo strogem pomenu besede. Tega je v resnici malo. Tega je zelo malo. Govorjenja o psihoanalizi tako rekoč ni več. V teh krajih sploh pa ne takega, ki ne bi bilo obremenjeno z žargonom. Oziroma ni govora o psihoanalizi v enem klasičnem pomenu, a veste. Klasični pomen je tisti, ki nastaja v času, ko se rojeva psihoanaliza, v koncu 19. stoletja. To je posebno ozračje, ko se psihoanaliza rojeva, ko še ne obstaja, ne? In se rojeva. Nastaja tako, da jo nekdo, ki je sicer zdravnik, ki je neurolog, jo ustvarja psihoanalizo. Ustvarja jo zato, ker jo potrebuje, ker ne more misliti človeškega vedenja brez nje. To je pomemben čas. A si predstavljate svet, v katerem ne morete pojasniti določenih oblik človekovega vedenja in ustvarite ideje, koncepte, ki jih potrebujete, zato da boste lahko mislili pač to človekovo vedenje. To je vznemirljiv čas. In če ga spremljate, če ste deli, pa če se vrnete s pomočjo knjig se lahko, če se vrnete v ta čas in sledite temu, kar je počel, na primer Freud, je to zelo zanimivo. Zelo zanimivo, ker iz prve roke usvajate koncepte, ideje in se učite misliti človekovo vedenje. To je drugače kot v šoli. V šoli se učite misliti, v šoli se učite pomniti. To je isto. V šolah ne greste, pa zelo mogoče kdaj tudi, praviloma pa ne greste po korakih, ne sledite nekomu na njegovi raziskovalni poti, tako kot je recimo Freud. To redki naredijo, to zelo redki naredijo. Ali pa, da bi naredil kaj takega, kar, na primer, je kasneje naredil Jacques Lacan. Lacan, ki je ponovil je pot, ki je prehodil Freud, še enkrat je prehodil, na nov način jo je prehodil. No in mi si bomo pogledali en kratek izsek iz te poti, ki je naredil Jacques Lacan, ki je naredil leta 1958-59, pa potem 1959-60, v teh dveh šolskih letih bil 2 seminarje, 6. in 7. seminar. Težko boste doleteli na ljudi, ki so prebrali 6. in 7. seminar, ampak kakšen se pa najde. To je zelo vznemirljivo potovanje. 6. seminar namreč namenjen celoti želji, logiki želje, 7. seminar pa etiki, naslov etika psihoanalize. In tudi to je poseben čas, zelo poseben čas. Če se vprašate, zakaj je 6. seminar torej posvečen želji, 7. pa etiki psihoanalize, ker je očitno, da imate marsikaj skupnega. Dejansko imate. Etika psihoanalize in želja, človekova želja, nezavedna želja. No in v tej luči bomo
razmišljali o nečem, kar je silno redko, ko ljudje razmišljajo o filmih. Zelo redko kdaj se namreč zgodi, da se film posveča psihoanalizi, da nastopajo v filmih analitiki, čeprav je sorazmerno več takih filmov, zlasti v Hollywoodu, v katerih nastopajo kakšni terapeuti, naprimer psihoterapeuti, to ja, ne pa psihoanalitiki. Teh filmov je v resnici malo in tisti, ki so v glavnem čist meni. Tisti, ki so. In se človek vpraša, zakaj se potem sploh lotevajo, zakaj postavijo kakšne filme, recimo psihoanalitike, pa terapije, naprimer. Samo nekaj filmov je, ki so res dobri, ki znajo misliti psihoanalizo skozi film tako, da je bil, naprimer, Freud zadovoljen. Freud, verjetno veste, je zavrnil povabilo Hollywooda, ko so ga vabili, da bi sodeloval, je bil tako rekoč ogorčen. Freud je bil ogorčen in to pomeni, da s filmom, zlasti s hollywoodskim, ni hotel imeti ničesar skupnega. Psihoanaliza in film, če sledimo Freudu, strogo vzeti nimate ničesar skupnega. Kar je seveda spet zanimivo, zakaj je potem v naslovu naših srečevanj psihoanaliza in film. Če pa nimate ničesar skupnega, ali pa če ne morete imeti ničesar skupnega. Sicer ne mislim, da je čisto tako, da psihoanaliza in film ne morete imeti ničesar skupnega, kajti psihoanaliza nam pomaga misliti film. To je nekaj drugega, kot da analitiki nastopajo v filmih, praviloma so klišejski in so do določene mere kar prispevali, ne samo k estetiki Hollywooda, ampak tudi popularni kulturi. Večina ljudi nima nobene resne predstave, kaj psihoanaliza je, zlasti nima nobene resne predstave, kako izgleda recimo analitični postopek. In zlasti nima nobene predstave, kaj dela analitik v analitičnem postopku. To predstave imajo pravzaprav samo tisti, ki so kdaj šli skozi analizo, teh ljudi pa silno malo, zelo malo ljudi, ki so odločili za analizo. Nam pa pomaga torej psihoanaliza, ker ima veliko teoretskih orodij, misliti. To, kar ljudje počnejo v filmih, če nastopajo ljudje v filmih in njihovo vedenje lahko mislimo. Tako da imamo v bistvu dvojno korist, lahko mislimo vedenje ljudi, to sicer počnemo, in hkrati mislimo, kako film misli vedenje ljudi. To je zelo pomembno, zelo zanimivo. Kajti filmi mislijo vedenje ljudi. Torej smo v nekakšni metapoziciji. Mislimo, kako filmi mislijo vedenje ljudi. To je silno vznemirljivo početje. No in mi se bomo danes pač ogledali, ampak bomo spregovorili o neki značilni drži, in sicer hollywoodski drži, hollywoodskem filmu in hollywoodskem razmišljanju o protagonistih, filmskih protagonistih. In kako Hollywood praviloma uprizarja ali pa razmišlja o življenju ljudi, zlasti seveda glavnih junakov, ker to počne. Kakšni so torej pogosto glavni junaki v hollywoodskih filmih? Iz tega se lahko silno veliko naučimo. Hollywoodski film je v tem smislu, o katerem zdaj govorim, je del moderne kulture, je del novoveške kulture in brez posebnega kritičnega odnosa do zgodovine moderne kulture, moderne novoveške filozofije, naprimer novoveške znanosti, sprejema klišeje o vedenju ljudi, o življenju ljudi, o njihovem razmišljanju, njihovem delovanju in jih prenaša v popularno kulturo. In veliko hollywoodskih klišejev je dejansko postalo del sodobnih kultur, zlasti urbanih kultur, in v njih prepoznavamo torej silen vpliv, veliko vpliv. Hollywood ima izjemno veliko vpliv na popularne kulture. Zato je še toliko pomembneje, da o njem razmišljamo, o Hollywoodu in o vplivih, ki jih ima pravzaprav na nas same. In ko tako razmišljamo, z lahkoto odkrivamo, kako tudi sami, praviloma nevede,
pristajamo na klišeje in se v svojih sedanjih življenjih poskušamo celo obnašati tako, kot se obnašajo hollywoodski protagonisti. To je izjemno zanimivo početje. Namreč analiziranje tega, kako popularna kultura vpliva na vedenje ljudi, ne da bi ljudje to sploh vedeli. Veliko večji vpliv ima, kot pa se večina ljudi zaveda. Na kaj torej specifično zdaj mislim? Zdaj bi si ogledali eno sekvenco, kratko sekvenco, dolgo približno 4 minute, iz filma, ki ga je naredil Orson Welles. Seveda bi bilo bolje to videti, kot pa da jaz o tem govorim. Gremo vprašati, če dela. Pol bi sam, če se zgubljali, trajali bi, računalnika sploh ni, da ga inštalira, da jaz pustite, brez vezi. Min grede na 10 minut, zanjši tak ni, pustimo. Če ne dela, pač ne dela, Bog pomaga. Zato pač ne bomo gledali, bom samo o eni stvari spregovoril, o eni zadevi. V bistvu bom povzel to sekvenco, mislim, če boste si pogledali film Dama iz Šanghaja, boste seveda to takoj lahko prepoznali. Vašem interesu je, da to tudi naredite. Zakaj torej gre? Gre za neko retroaktivnost, gre za neko spraševanje, oziroma film je tako narejen, da glavni igralec, ki ga je igral Orson Welles, za nazaj razlaga, kaj se mu je dogajalo, kaj se mu je zgodilo, ko je prvič srečal to žensko. Za nazaj pripoveduje. In to je že zanimivo za razmislek, kaj ti, če si predstavljate, kako poteka analitični postopek, v analizi seveda pacient tudi praviloma pripoveduje za nazaj. Kaj se mu je zgodilo v življenju, kako je bilo, ko je bil še doma, pa mama in oče in družina in tako naprej. Pacient vedno začne v preteklosti. In to je že v bistvu en delček nekega klišeja, ki se pojavlja recimo v filmih. Ljudje pogosto rečejo, če ima kakšen človek težave, probleme in podobno, pogosto spontano rečejo, da so vzroki sigurno v otroštvu. To je kliše, ki v resnici nima kaj dosti skupnega s psihoanalizo, sploh pa ne z resnico človekovega delovanja in vedenja, ampak zanimivo je, kako je ta kliše prijel. Siguren se je nekaj v otroštvu zgodilo, ali pa doma, pa ljudje so slišali kaj Oidipovem kompleksu, recimo, zlasti imajo pa radi travme, zagotovo je kaj traumatičnega. Tudi veliko terapeutov je, recimo, ki, to je prav zanimivo, večno so prepričani, da se mora nekaj traumatičnega zgoditi v otroštvu, da ima človek zdaj nevrotične simptome. Čeprav je Freud x-krat poudaril, da se pri večini pacientov ne zgodi nič traumatičnega. Pri večini ljudi se ne zgodi ničesar traumatičnega v otroštvu. Sem pa tja seveda se zgodi, gotovo da. Ampak v večini primerov pa ne. To je zelo popačena predstava, ki jo nima samo hollywoodski film, ampak imajo tudi ljudje v sedanjem življenju. Da nekaj traumatičnega, nekaj hudega se je zgodilo. Ni res, praviloma se ni. Ravno nič takega, ni tudi analiza ne pokaže ničesar. Ljudje pripovedujejo, kako je bilo doma, kako je bilo v otroštvu, družine pač praviloma kar funkcionirajo, kakšni so bili starši, nič kaj drugače kot sosedovi, niso bili niti boljši, niti slabši, ljudje se trudijo, biti bolj ali manj razumni, vzgajajo svoje otroke po najboljših močeh in podobno, tukaj ne boste našli kaj dosti. Sam, kakšno malenko že, kakšno zadevo že, ne pa toliko, kot se zdi, da se je dogajalo v preteklosti. No in tudi v tem filmu torej vidimo, kako teče pripoved za nazaj in Freud je zelo natančno rekel, da so, in to recimo se zlasti dogaja tam proti 1895, ko je Freuda vznemirilo eno vprašanje. Eno vprašanje ga silno vznemirilo, namreč, ali so pripovedi pacientov za nazaj, ali so natančne, ali so verodostojne. Ali se je res tako zgodilo, kot pacient za nazaj pripoveduje, ali pa ne. Kako vedeti, kako ugotoviti? Zlasti, recimo, če ste se zdaj znašli v kakšni podobni situaciji, ste zelo hitro ugotovili, človek zelo hitro ugotovi, da vse veste, če se dva človeka znajdete na istem mestu.
In čez, ne čez 20 let, ampak čez 3 mesece pripovedujeta, kaj se je zgodilo, vam bo pogosto čeljust dol padla, ko boste rekli, dobro, da ta 2 človeka na istem mestu ali ne. Zdi se, da ne, da sta bila v 2 različnih vesoljih, ker pripovedujeta čisto drugače. Kaj šele čez 15 let? Ali pa čez 20 let, ko se kome še spomniš kakšnega drobca. Ne vem, če hodite na kakšna srečanja z obletnice mature. Potem mogoče imate kakšne take podobne izkušnje, ko se čez 15, čez 20 let za nazaj govori, pa gledate, pa sem jaz s temi sošolci bil na istem srečanju takrat. Čisto takole grejo zgodbe narazen. Ampak tudi, če se sami skušate spomniti, pa kakšno stvar poveste in iskreno verjamete vanjo, pa vas drugi popravi, preče, ne, tako pa ni bilo, vi sam gledate, kako ne se ja dobro spomnim. Naš spomin je silno nezanesljiv. Gospod Freud seveda upravičeno se spraševal, ali je to, kar nam pacienti pripovedujejo res, oziroma kaj bi povedali recimo njihovi starši. Včasih to naredimo, ne povabimo starše. Ali kako pa vi verjamete, da ste vzgajali svojega otroka, recimo, ki je zdaj pacient, pred 15 leti in povejo čim drugo zgodbo? So ti ljudje živeli v isti družini? So živeli v isti družini, ampak način percepcije, način razlaganja družinskega življenja, ker je lahko popolnoma narazen. In zato je treba biti tako silno previden, ker seveda pacientom zelo hitro ponudi zgodbo, ki je taka, da vi verjamete. Zanemarjali so me, niso me dovolj ljubili, niso se dovolj z mano ukvarjali. Saj on to je lahko, da iskreno verjame, da je bilo res tako. Ampak se treba vprašati, on to verjame, ampak ali je tudi objektivno bilo tako. No in to spraševanje Freuda pripelje do teoretskega koncepta, ki ga potrebuje, če se hoče izogniti brezplodnemu, retrogradnemu, neskončnemu regresu oziroma spraševanju, a je to, kar mi pacient pripoveduje, res ali ne. Saj kako ne pa on to preveri? Kako tega preverjala se je pred 20 leti res to zgodilo v uni družini, kot pacient pravijo, ne, ni šans, ni načina, da to preverite. A to pomeni, da morate slepo verjeti? Tudi ne. Potrebujete nekaj tretjega, potrebujete teoretsko orodje in Freud ga iznajde. To je fantastično teoretsko orodje, ki ga redko kdo pozna in redko ga uporablja. Tudi terapevti ga ne uporabljajo, ker ga ne poznajo. Celo analitiki ne vedo vsi za njega, ker ne berejo dovolj natančno Freuda. To je koncept fantazije. Oziroma Freud govori o imaginarnih scenarijih. Imaginarni scenariji so po definiciji niso popolnoma izmišljeni, tega ne trdimo. Ne trdimo, da se je pacient zdaj popolnoma izmišljen. Pacient je iskren. Mi mu verjamemo, da je iskren. Nič se ni izmislil. Pa vendar, so scenariji, po katerih nam pripoveduje, oziroma po katerih on živel, so imaginarni. To pomeni, da so ujeti in to se fantastično, to se izjemno dobro vidi v tej sekvenci, ki bi vam jo jaz pokazal. Imenuje se Crazy House, Nora hiša. Nora hiša, oziroma Nora hiša. Vse poznate, če ste bili kdaj v kakšnem dobrem Luna parku, kakšnem takim velikim Luna parku, obstajajo posebni prostori, kjer je polno recimo različnih zrcal, ki vas prikazujejo v najbolj nemogočih popačenih oblikah, potem so kakšne sobe, ki so v bistvu polne nekih labirintov, da se izgubite noter in podobno. To je Crazy House. Nora hiša. Ampak Nora hiša, v resnici, a veste, je to silno dobra prispodoba. To, kar bi videli zdaj v filmu, je silno dobra prispodoba za družinsko življenje, recimo. Družinsko življenje je v tem smislu, to ni pejorativno, je v resnici blodnjak. Je blodnjak, po katerem se sprehajajo, oziroma ki ga ustvarjajo s tem, ko se sprehajajo po njem člani družine. 1 leto, 2, 10, 15, 20. Pravzaprav je to zelo dolgo obdobje in postane s časom zelo kompleksno. Zelo kompleksno. In blodnjak, se veste, blodnjak je tako narejen, to ni labirint, to je nekaj drugega. Blodnjak je tako narejen, da se pravzaprav izgubite v njem. Za blodnjak je značilno, da ima zelo veliko poti, ki navidezno vodijo k, recimo, izhodu iz blodnjaka, ampak večina poti ne vodi nikamor.
večina poti, to je blodnjak, večina poti so slepe ulice. So slepi rokavi. Hodite, naenkrat pridete dead end. Ne morete naprej in se obrnete in greste nazaj. To je blodnjak. Blodnjak od vseh možnih poti, za katere se zdi, da vodijo ven iz blodnjaka, pravzaprav je samo ena taka. Samo ena vodi ven, ostale pa ne. In to je dobra prispodoba za človeške eksistence. Ne samo za eno, ampak zlasti za več eksistenc. Čim je več ljudi skupaj, družina je praviloma več ljudi skupaj, ki živijo dolgo časa skupaj, je to silno dobra prispodoba za njihovo življenje. Blodnjak. Koliko poti je treba prehoditi, ki ne vodijo nikamor. In ne morate vnaprej vedeti, da ne vodijo nikamor. Zato je tako pomembno to, kar se dogaja in v tem filmu, in v sami analizi, ko ko se nazaj pripovedujemo zgodbo, ampak namen pripovedovanja zgodb za nazaj je, da spoznamo, morda prvič v življenju, da spoznamo slepe poti, po katerih smo hodili, in pa stran poti, ki ne vodijo nikamor. Pacient v analizi pogosto presenečen, ko se nazaj ugotovi, da so bile ene poti že vnaprej, že na začetku so bile slepe. Že na začetku bi lahko domneval, da ne vodi nikamor. In to je pogosta izkušnja v življenju, v našem življenju. Da že v tistem trenutku, ko stopimo na neko pot, imamo ta slab občutek, da ne vodi nikamor, pa jo vsem prehodimo. Ali pa vsem vztrajamo na njej. Ali pa na sredini ugotovimo, da ne vodi nikamor, pa kar še naprej hodimo. Koliko odnosov je takih, za katere ljudje čutijo, da ne vodi nikamor, da bodo razpadli, da so prazni, da so dolgočasni, da so nezanimivi, da pravzaprav sploh ne želijo imeti takih odnosov, pa še kar naprej imajo. Še kar vztrajajo. Včasih so to lahko tudi tragične zgodbe. Zgodbe ljudi, ki so odvisni od česa, alkoholikov, ki so odvisni od otrok, ki so odvisni od seksa, ki so odvisni od številnih zadev. In lahko vidiš, kako trajajo take poti, lahko človek po njih lahko hodi desetletja dolgo. In celo lahko ve, da nikamor ne vodijo, pa še kar vztrajajo. Torej, to je silno dobra prispodoba blodnjak za človeške eksistence, imaginarni scenariji, o kateri govori Freud, oziroma fantazme prav tako. Fantazme so scenariji, v katerem nezavedno verjamemo. Verjamemo, da nas bodo nekam pripeljali, čeprav lahko hkrati ravno tako nezavedno vemo, da nas ne bodo. Ker jih sproti prepoznavamo, lahko jih sproti prepoznavamo, lahko sproti odkrivamo. Naredimo analizo, vsi smo razumna bitja, vsi smo inteligentna bitja. Ampak ni nujno, da nam to pomaga, da bi recimo prenehali hoditi po določenih poti. To je včasih celo nemogoče. In zato je težko, recimo v analizi. V analizi ni enostavno, analiza ni nekakšno zdravljenje. Mi pacienta ne morate, a veste, že sami izraz zdravljenje, vprašanje, če je res najbolj primeren, če je blodnjak dobra prispodoba za eksistenco. To, da ljudje hodimo po ulicah, ki ne vodijo nikamor, to ne terja zdravljenja. Vsi mi ljudi ne zdravimo, da ne bodo hodili več po blodnjakih. Nekaj drugega se mora zgoditi. Ljudje morajo dobiti vpogled, da hodijo po blodnjaku. Kot da bi iz neke ptiče perspektive pogledal in bi videl, saj ta pot, po kateri jaz grem, to ne vodi nikamor. Zakaj bi še naprej hodil po taki poti? To ni zdravljenje, to je nekaj drugega. To je metarefleksija. To je učenje, če hočete. To je učenje. Torej, imaginarni scenariji so polni preslikav. So polni zrcalnih podob, ki niso nič drugega kot preslikave. Ena podoba se pokaže v drugem zrcalu, močno popačeno. Potem je tretje zrcalo, ki popači še drugo podobo, pa četrto zrcalo, ki popači tretjo podobo. In bolj ko napredujete, bolj ko blodite od enega do drugega, več je popačeno, manj razumete, kaj se z vami sploh dogaja. Zato je psihoanaliza, analitični postopek, to vztrajamo potem, ni psihoterapija. Analitični postopek je Freudova iznajdba, kreacija ene nove poti, psihoanalitični proces je pravzaprav nova pot, po kateri se odpravi recimo pacient skupaj z analitikom, da bi
razsvetljiv oziroma analiziral druge poti, po katerih je hodil do zdaj. To je veliko boljša definicija psihoanalitičnega postopka kot pa psihoterapija. Nič ne zdravite, analitik ni terapeut. Torej, imamo dve dobri usporednici in tem filmu, o katerem več čas govorim, lahko to silno natančno spremljate. To je pravzaprav v nekaj smislu še bolje, kot da morate iti v analizo, ki lahko traja par let. Film si gledate 1 uro in pol. In silno dobro je prikazano, to silno dobro naredi in pokaže, kako protagonisti in lahko ustavite, na vsakem koraku jih lahko ustavite in se zamislite, rečete, lej, tole, kar zdaj dela, to je čist poteza iz obupa, ampak jo bo vsem naredil. In se vprašate, zakaj jo bo naredil? Ali ne ve, da je poteza iz obupa, pa je zato dela, ali ve, pa jo kljub temu naredi, zakaj jo naredi. Veliko človeškega je v tem. To velja za vse v nas. Za vse ljudi to velja. Da nam sama vednost pogosto čist nič ne pomaga. Da se mora zgoditi še nekaj drugega, da bi, na primer, ne naredili določenega koraka, da ne bi se odpravili na kakšno pot, za katero že naprej vemo, da ne bodo nikamor. Nekaj drugega se mora zgoditi. Sama vednost nam lahko pomaga, je pa prekratka. Ni nujno, da bo vednost zadoščena. Kolikrat ljudje rečemo, ja, sej vem, da je tako, ampak bom vseeno to naredil. Vseeno bom šel po tej poti. Tukaj so še drugi dejavniki, ki vplivajo na naše življenje. In fantazmo podpira želja, nezavedna želja. Ne obstaja imaginarni scenarij, po katerem ljudje živimo brez nezavedne želje. In seveda to zdaj že premakne celotno razmišljanje neko drugo področje. Ne gre samo za vednost, gre za željo. Zakaj ljudje številne poteze v svojem življenju naredijo, čeprav vedo, da niso najbolj racionalne, koristne, smiselne in tako naprej, ker jih želijo narediti. Želja je pogosto bistveno močnejša od vednosti, razuma, ki nam pravi, ne iti po tej poti, ker nikamor ne pelje, ker je želja enostavno močnejša. Zlasti seveda nezavedna želja. Fantazme, imaginarne scenarije podpira nezavedna želja. Nezavedna želja pa po definiciji nekaj, česar ne poznate. Zato je včasih kar veliko manipulativnega v tem, ko se ljudje zanašajo na svoje želje, češ da vedo, kaj želijo in da bodo to naredili. Danes, recimo v teh časih, na nekem drugem področju, recimo političnem področju, to vidimo. Naprimer, to smo lepo videli, kaj to pomeni, o čem zdaj govorim. Kaj to pomeni, smo videli pred časom na Madžarskem, recimo. Ko so na vides želeli povprašati prebivalce, državljane Madžarske, kakšen je njihov odnos do tujcev oziroma do migrantov. Popolnoma jasno, da vnaprej je popolnoma jasno, da tisti, ki bodo prišli na referendum, bodo naredili to, kar so. Da se bodo lahko v tem resniki hvalili. V takih primerih ljudi ne sprašujete, kaj želijo. To je čista manipulacija. Zato, ker oni ne vejo, kaj želijo. Njih je samo strah. To je čist nekaj razlog. Oni ne želijo. Vse v Sloveniji se podobno dogaja. Mi ne želimo tujcev. Zlasti tudi dol na meji, da jih že ne boste postavili spremnih centrov. To je moja zemlja, to smo zadnjič lahko videli in podobno. Ljudje ne vedo, kaj nezavedno želijo. V takih primerih jih samo stiska. Samo strah jih je, tesnobni so. Oziroma, po malem lahko postane celo paranoični. Začnejo verjeti, da bo nekdo prišel in ne bo nekaj vzel. Zato napisi, ta zemlja je moja. Vi že ne boste postavili gor tega spremnega centra. Torej, zlahka vidimo, kako je silno pomembno vedeti, kakšna je narava nezavedne želje in kaj pomeni, da nezavedna želja podpira imaginarne scenarije. Zanašati se na svojo željo, nezavedno, pravzaprav pomeni pristajati na imaginarne scenarije, ki so, torej, kot poudarja že Freud, imaginarni, praviloma torej ne vodijo nikamor, oziroma lahko so tudi destruktivni. So destruktivni. To je sinonim. Če ne vodijo nikamor,
Pravzaprav najmanj, kar je, to pomeni zapravljanje časa, energije, vsega, kar pa človek porabi na tej poti, da jo prehodi. Po drugi strani se pa dogaja še nekaj, kar je pa še bolj grozno. Izguba smisla. Ko človek dovolj dolgo časa hodi po neki poti, ki ne vodi nikamor, začne izgubljati občutek za smisel. Kakšen smisel sploh ima, da tole počnem, kar počnem? Kakšen smisel je v tem, da grem po neki poti, za katero vem, da nikamor ne pelje, ali pa da vodi da slepi tir, pa cesta, ki se bo končala tam na Zalogalu. Izguba smisla. O tem so se začeli govoriti nekje drugje, ki to spremljajo. Mogoče je to še največja katastrofa. Da se potem ljudje čez leta, recimo lahko čez desetletja, začnejo tragično zavedati, koliko časa so izgubili v svojem življenju za nesmiselne stvari. Za stvari, za katere so pravzaprav že takrat, ko so jih počeli, čutili, da so nesmiselne. Da nikamor ne vodijo, ničesar pametnega ne prinese, če lahko rečem. Ampak bolj pomembno je nič smisel. Ljudje smo bitje smisla. Za nas je izjemno pomembno, da je to, kar počnemo, smiselno. Da je za nas smiselno. Zato je tako pomembna nezavedna želja, ki podpira scenarije, znotraj katerih si obetamo, da se bo dogajalo nekaj, kar je za nas smiselno. Ampak v imaginarnih scenarijih se dogaja veliko bolj nekaj drugega. Namreč, vedno znova smo razočarani, ker ne vodijo nikamor. Ne morajo se uresničiti, zato jih pa imenujemo imaginarni. To niso realni scenariji, so imaginarni scenariji. In ker se ne morajo uresničiti, smo vedno znova razočarani. In ker smo razočarani, se počasi izgubljamo, kot sem prej rekel, občutek za smisel. Zakaj to počnem, če pa očitno zame nima nobenega smisla, ali pa recimo nima nobene koristi, ali pa ima zelo majhno korist, ogromno časa posvetim, ogromno energije, ogromno vsega, izkupiček je pa takle, ali pa ga sploh ni, ampak je podobnega. To je izguba smisla, prosim. Veliko sem se spomnil, ko ste rekli, da mora imeti človeško življenje smisel. V eni izmed vaših knjig ne očin, a to isto velja za tega očeta? Zdaj, malo bi sam popravil. Fajn je, seveda, če imajo dejavnosti smisel. Zdaj, da življenje mora imeti smisel, malo trda izjava. Fajn pa je, zato ker smo bitja smisla. Za nas je to dobro. Vsakdo se lahko prepriča pri sebi, kaj to pomeni. Kakšno občutenje spremlja človeka, ki doživlja izgubo smisla. To niso prijetne stvari. To nikakor niso prijetne stvari. Lahko so depresivne, lahko so tragične, lahko so grozne. Izguba smisla ni fajn. Zdaj, ali je v tej knjigi oče prepoznaval v tem, kar je počel v tej perverziji, kakšen smisel? Smisel očiščenja ne verjamem, da pride v poštev. Ali bi lahko prepoznal, torej, zdaj strogo vzeto, recimo pri pedofilih, pri takih zločincih, kot je on, pri incestu, pri vedenju, s katerim človek prestopi meje, ki jih nikakor ne bi smel pristopiti. Ko govorimo o tem, je zelo težko govoriti o smiselnosti, se pravi, početje onkraj določenih meja, na primer incest, pedofilija. To so dejavnosti, ki človek jih recimo počne, tudi če se trudi pripisati kakšen smisel, mu to ne more uspeti. Tudi če se trudi, se pravi, tudi v enem popolnoma popačenem doživljanju sveta, morda to za hip še lahko ima recimo nek pomen, kaj vem, če bi imel, bi si pogledal recimo kakšne take dramatične prizore, kaj je s tem, recimo pogledal bi se kakšno sekvenco iz tega grozljivega filma Teksaški pokol z motorno žago. Že zveni. Ali pa kakšen vezal Švica. No, ali pa kaj takega. Vi si pogledali, recimo.
ali pa recimo, kaj takega. Ne? In bi, ti filmi so dobro narejeni, so dobri in bi začutili kot človeška bitja, ker tudi tam so človeška bitja. Ne? Nekaj vendarle imamo skupnega, ampak ko bi to gledali, in ljudje tudi to izjavljajo, ne? Ko bi to gledali, bi začutili pri sebi, da se rečejo, ampak pri Bogu jaz ne vidim, v čem je tole smiselno. To bi rekli, to bi spontano rekli. Dobro, potem bi se morda potrudili, pa bi rekli, ampak ne, to moramo delati, recimo, analiza. Rečejo, dajmo se probati uživeti v popolnoma popačeno zavest, enega psihopata, pedofila, enega incestuoznega človeka, ki ima svojo hčerko zaprto v kleti in z njo sistematično seksa, zato da bi mu rodila, ne vem, armado otrok. A se mi res lahko postavimo v tega človeka, da bi od znotraj tako rekoč dojeli, jaz trdim, da ne moramo. Da tudi, če še tako poskušamo, se bomo spontano upirali. Zakaj? Zato, ker že naši možgani spontano na nek način poskušajo odkriti en smisel v tem, kar se nam dogaja. Naši možgani spontano organizirajo nered v nekakšen red. To vemo, recimo, če izpostavimo človeka senzorni deprivaciji. Če ga zapremo, se je prostovoljno, če ga senzorna deprivacija, vzamemo držljaje, vse držljaje mu vzamemo. Možgani postanejo psihotični v nekaj dneh. Psihotični postanejo. Ker smo odvzeli, če lahko rečete, nujne elemente, ki jih potrebujejo za svoje preživetje, senzorični držljaji. Zdaj, tak človek se je znašel v nekem svetu, v katerem nima več na razpolago normalnih držljajev. Njegovo zaznavanje sveta je tako deformirano, tako popačeno, tako, rekel, dejansko nenormalno. Ne vem, Jonathan Doe, recimo, če bi gledal film 7, recimo. Čeprav tam še lahko najdemo eno logiko, 7 smrtnih grehov. Jonathan Doe je celo človek, ki ima, v bistvu, zna povedati koherentno zgodbo, zakaj počne to, kar počne. Sicer je to grozljivo videti in spremljati, ampak logiko pa lahko treba. V teh stanjih pa ne. Preprosto odpove. Ni nobene logike več. Gre samo še za ene skupke popolnoma nesmiselnih dogodkov, ki, pravim, morda za trenutek, ko se tak človek iz unga sveta vrne v naš svet. Naš svet mora imeti ene meje. Ima jih. Znotraj teh meja najdemo red, smisel, pripišemo pomen dejanjem. Na meji ali pa onkraj pa ne. Zdaj, tak človek samo kakšnih približkih, ko se vrne na meje, nazaj v ta svet, recimo, če ste brali kdaj kakšne intervjuje z psihopatskimi morilci. Jaz sem jih bral, to je zanimivo branje. To je zanimivo branje. Poslušati takega človeka, reče, to si naredil. Ne vem, pa nas je bil trobec. Toliko žensk si zakuril, narezal, posilil, narezal, zakuril, v peč in podobno. A mi lahko poveste kakšno zgodbo o tem? Do določene mere še gre, potem pa ne gre več. Potem pa nastane džiberiš. Enostavno ta človek, ki ga poslušamo, ne zna več povedati nobenih konsistentnih stavkov. Iz enega stavka ne sledi logično drugi, ampak se samo še nalagajo stavki. Probajte, če boste kdaj, recimo, taki priložnosti, da boste lahko poslušali kakšnega človeka na tej meji. Zdaj, ali je ta oče, ki je resničen, to ni izmišljen, nažalost ni izmišljen, ali bi on lahko povedal kakšno konsistentno zgodbo, trdim, da ne. Da bi sicer navrgel par stavkov, če bi ga vprašal, gospod, zakaj ste to naredili? Mogoče bi navrgel kaj par vulgarnih, takih bizarnih stavkov, ampak ko bi se jih trudili povezati, bi videli, da jih ne morate skrb spraviti v konsistentno zgodbo. Ali pa, če berete, recimo, podobno, je Freud imel primer Schreber, če berete. Če vzamete, ne vem, če to ni, to so tam ni, ampak jaz sem se kar potrudil,
da sem rekel, ok, primer Schreber, Freudov primer Schreber. Paranoidne psihoze in ko greste skozi zapiske k sreči, pravzaprav k sreči jih je ta gospod naredil. Jih je naredil in Freud jih je analiziral. In danes jih poznamo in so v eni knjigi, tako debela knjiga, Špeh. In če se skušate skozi ta njegov paranoidno zgodbo prebijati, na tretji strani omagate, pa to ne pelje nikamor. Kaj je s to berem? Pa se to ni bere logike ni v tem. Zdaj si pa lahko predstavljate človeka, ki pa to živi dnevno. To je norost. Drugi izraz za to je norost. Kot, ne zdaj kot spet kot operativen izraz, ne, pa kot razpad sveta. To je nekoherenten, radikalno nekonsistenten svet, v katerem človek dolgo časa pravzaprav niti ne more zdržati. Dolgo časa ne zdrži. Norost pomeni dobesedno razpadanje, ne samo simbolnih svetov, pomeni tudi razpadanje možganov, anatomija možganov se spreminja, pomeni razpadanje navznoter, pomeni razpadanje telesa. Norost ni samo neka duševna, ne vem, bolezen, kot se reče, kepa. Kdor to trdi, se nikoli ni srečal z ljudmi, ki telo začne razpadati. Še en film je tak, je bil v Ameriki po resničnih dogodkih, ko je ena družina z eno žensko, ki vzame otroke v skrbstvo, pa jo v kleti potem mučijo. Kaj že, ste v njemu tudi enkrat pisali? Kaj je že ta film, ki pravite, da ona njo celo vpraša, zakaj to počne? Kako je že naslov? Zdaj se ne spomnim naslova, mogoče se ga bom. Ona pride v skrbništvo, ker jo starši so v cirkusu in potem jo ono zaprejo v kleti, ne moreš najti odgovora, zakaj ta gospa in tudi drugi otroci to počnejo. Točno to, ja. Ne spomnim se da naslova, ampak vem, na katerega mislite. Mislim, da igra Ellen Page, če se ne motim. Ne, ni Ellen. Tudi če ni bomo in MTB. Tamala je Ellen Page. Ja, Tamala, ja. Ampak imamo elemente, vemo, za kater film gre v glavno. Ja, ne spomnim se da naslova. Ja, se strinjam, ja. To je film iz istega registra. Torej, na teh mejah vidimo razpad torej, razpad eksistence. To je razpad eksistence. Zato pa ti ljudje tudi relativno ne dosežejo velike stade. Saj ne morajo. Dejansko ne morajo. Razpad eksistence je tudi razpad telesa. To ni ločeno, ne more biti ločeno. Ne more biti ločeno. Danes recimo to spremljamo lahko tudi, in to delajo, recimo, če analizirate možgane kakšnega takega psihopata, recimo potem, ko umre, naredite obdukcijo. Dobesedno pa razpad možganov. Možgani niso taki, kot jih imate vi, pa je. Določene so, razpad. Ja, ne more, ne gre, enostavno ne gre. Tle vidite tudi, kako to, o čemer zdaj govorimo, se pravi, doživljanje smiselnosti lastne eksistence, želja, naprimer, obljube, ki so značilne za imaginarne scenarije, če boš naredil to, se bo zgodilo nekaj dobrega, nekaj koristnega zate, uporabnega, tako naprej. Kako silno pomembno je to? To pravzaprav drži našo eksistenco skupaj. Ko to začne razpadati, mi nismo naravne bitje, mi nismo živali, ki živijo v savani, ko to začne razpadati, se nam svet podre dobesedno, ne metaforično. Svet se podre, to pomeni najprej izgubo smiselnosti v lastnem početju, najprej se začne z spraševanjem, zakaj jaz to delam? Ker človek čuti, čisto intuitivno čuti, da določene aktivnosti, določene dejavnosti ne vodijo nikamor, da so nesmiselne. Zakaj jaz to ponavljam? Sej vem, da mi ne koristi, pa zakaj to spet počnem? Zakaj? To so vprašanja, ki so seveda zelo legitimne, človek ne zna na nje odgovoriti. Treba je v analizo, da bi odgovoril. Potem se pa nadaljuje z izgubo smiselnosti, človek je vse bolj paraliziran. Če opazujete takega človeka, ljudje so vse bolj izključeni, vse bolj nemirni so, živčni so, depresivni so, umikajo se iz asocialni postajajo,
lahko so impulzivni, lahko so agresivni, napadalni, pač odvisno določenih osebnostnih dejavnikov, ampak potem pa sledijo seveda imunski sistem, bolezni, stalno se nekaj dogaja, glavoboli, srce nepravilno kuca, ponoči ne morejo spati, telesni simptomi se pojavljajo, potem se odnosi začnejo razpadati. Ljudje to opazijo, se začnejo izmikati, s tem človekom se ne bi razpad. To lahko traja sicer nekaj časa, ampak na dolge proge ni šans. Ni šans. Če bi človeka dejansko pustili pri miru, pa če sam ne bi šel nikamor, ne iskati pomoči, je potem seveda smrt, ker s tem se ne da živeti. Mi pač nimamo te izkušnje. Jaz sem srečal številne ljudi, veste, ki živijo tako, da so v svoji sobi, nima nikogar in ne grejo ven. Ne grejo ven. In na vprašanje, naprimer, zakaj ne greste ven, je odgovor zelo preprost. Zakaj pa ne tam ven? Na vprašanje je, ok, zakaj pa sploh še živite? Taki ljudje veliko krat rečejo, se pravzaprav sam ne vem, kaj me sploh še drži na tem svetu, katera nitka, na kateri nitki še visi, ne vem. Ali pa vam rečejo, se tudi sam sprašujem, čem je sploh še smisel te agonije, naprimer. Recimo radikalna depresivna stanja, v kateri se ljudje poznajo, so taka. Ko ljudje tudi upodabljajo, sem videl recimo slike, ki sem v Nemčiji na eni kliniki, ko ljudje upodabljajo svojo eksistenco. To je ena sama črna luknja. To ni metafora. Moja eksistenca je črna luknja. Kar pomeni tako močna gravitacijska sila, da enostavno ne morem ven. Preprosto ne morem ven. Zjutraj se zbudim, recimo, če sem sploh kaj spal po noč, zjutraj se zbudim, zakaj bi sploh vstal? So ljudje, ki sedajo na posli. Ne ostanejo, pa nimajo 100 let ali pa ne ostanejo. Zakaj pa bi? Ne morejo temu vprašanju, ne morejo preheftati enega odgovora, ki bi omogočal smisel. Vstal bom zato, ker bom šel v službo, bom šel v študij, bom to, bom naredil, bom zvečer zadovoljen ali pa si bom pripravil kosil, pa ga bom pojedel, pa si bom dobro počutil. Ni odgovora, vprašanje ostane neodgovorjeno. Zakaj bi vstal? In ne ostane. Ne, vi ste hotel nekaj. Sem želel to vprašati, kako je smisel povezan, če malo naprej preskočim k Lacanu, a se smisel poraja v simbolnem, oziroma je odvisno od simbolnega in kako je potem želja, kako lahko želja, če je v bistvu povezana z imaginarnim, vseeno cilja na smisel, čeprav je ta iz drugega. Dobro, ja. Simbolno je polje. Simbolno se lahko predstavljamo polje, ki garantira za konsistentnost, recimo, vsaj, ne bomo šli preveč daleč, to polje je v bistvu nekonsistentno, ampak vseeno, jamči vsaj za določeno mero konsistentnosti, ki je v bistvu izrazljiva tudi čisto logično. Če bom naredil A, bo verjetno sledilo B in iz tega C in jaz bom zadovoljen. In tukaj v tem polju se rojeva, nastaja, mi proizvajamo s svojimi dejavnostmi občutke smiselnosti in pomena in o tem tudi lahko govorimo. In rečemo, to mi nekaj pomeni. Človek me je pogledal včeraj, nasmehnil se mi, to mi nekaj pomeni. Mi smo pripisali pomen temu dejanju, te geste, recimo, drugega človeka. Želja, nezavedna želja, je tudi se rojeva v simbolnem polju. Samo, da se zgodi, da se lahko zgodi, da se pripne, ker seveda, te so tudi že govorili, ljudje ne živimo samo v simbolnih strukturah, ampak tudi v imaginarnih. O tem smo govorili, kako se rojeva subjektivnost ljudi. In zdaj pride do določene, rekel, tako enostavno rečeno, napačne povezave. Nezavedna želja lahko podpira tudi fantazme. Oziroma, fantazma je imaginarni odziv ali pa imaginarni način, kako se človek sooča z lastno nezavedno željo. Se pravi, Freudova genialnost je, da je razumel samo logiko, samo naravo želje, ki ni instinkt, ki ni biološka
potreba. On je prišel, oziroma on je umestil, vse Lacan je samo potem prepisal za njim, željo v simbolno polje. To pa pomeni, da želja obstaja samo, če obstaja objekt želje. Okay? Objekt želje ima pa lahko dva statusa ima, zato ker se človek giblje v simbolnem polju pa v imaginarnem. Status objekta želje v imaginarnem polju je bistveno drugačen od statusa objekta v simbolnem. V imaginarnem polju ima, to je za vsakdanjo zavest zlahka razumljivo, v imaginarnem polju si objekt praviloma predstavljamo kot predmet, kot nekaj, kar da pišemo božičko. Prinesi mi žblje. In ima to status, imaginarni status objekta želje. Vsak otrok pa ve, da ko dobi tak objekt želje, tudi če si ga je dolgo časa želel, da v trenutku, ko ga dobi, naprimer, odpre ovoj, odpre škatlo, karkoli, vzame objekt ven, da je razočaran. A ja, to je zdaj to. Vse tisto silno, tista aura, ki je pred tem obdajala objekt želje, vse tisto hrepenenje, pričakovanje, kaj vse ta objekt želje je, ali pa kaj mi pomeni, lahko potem spremlja čisto razočaranje. Ni nujno seveda, odvisno kako se pač uvedemo do tega. Ampak v imaginarijih ima objekt želje tak status, kot sem zdaj opisal, in ta status na nek način zgreši pravi objekt želje. Pravi objekt želje je pa simbolni. Kaj pa je to? To je pa tisto težko razumljivo, kar izrazimo takole. Probajte to dojeti, probajte res o tem razmišljati. Simbolni objekt želje je želja sama. To je Freudov stavek. Želja, če bi jo personificiral, želja ne želi objekta želje. Tega, tretjega, kolo, avto, $1.000.000 in tako naprej. Želja želi sama sebe. To je objekt želje. Zato je seveda v nekem smislu nezadovoljiva. Kako želiš samo željo? V nekem smislu. V nekem drugem pa ne. Zato se nam, ljudem, ki živimo v imaginarijih, zlahka zgodi premik iz simbolnega v imaginarno. Če bi mečkam poenostavil, bi rekel, lažje je želeti en konkreten objekt, čeprav sem lahko kdaj tudi razočaran zaradi tega, kot pa vztrajati pri sami želji, ki želi sebe. In če bi brali 7. Lacanov seminar, in danes sem ga omenil natanko zaradi tega, bi seveda na 250 straneh lahko sledili Lacanovemu razmišljanju od želje, nezavedne želje, ki je predmet 6. seminarja, k etiki psihoanalize, ki je predmet 7. seminarja. In bi videli, na kakšen način Lacan povezuje etiko, etičnost človeških bitij z nezavedno željo in zakaj izreče ti znameniti stavek, ki ga se tudi številni ljudje poznajo, ampak vprašanje, ko ga tudi dobro razumejo, namreč, ko reče, edina stvar, za katero lahko rečemo, da je človek res kriv, je, da je popustil glede svoje želje. Kaj to pomeni? To pomeni, da je od simbolne narave želje, ki želi sama sebe, prešel v imaginarije in se zadovoljil z imaginarnimi objekti želje, ki na čimer pravzaprav do določene mere temelji sam kapitalizem.
kapitalizem s pridom izkorišča to simbolno naravo želje, oziroma ta premik v imaginarije. Kapitalizem nam pravzaprav nenehno ponuja imaginarije. Zato mora propaganda mora imeti vedno enako obliko. Ko boste kupili avto, ne boste kupili samo avta. Nekaj več boste s tem kupili. In ta nekaj več je tista obljuba, v katero smo pripravljeni verjeti kot imaginarna bitja. Se pravi, v trenutku, ko smo naredili prehod v imaginarije, se lahko vse življenje v neskončnem regresu ali pa progresu, meni je vseeno, ukvarjamo z objekti želje. Ukvarjamo se tako, da jih želimo vedno več. Ker na nek način nobeden ni ta prav. Noben ni tist, kot se reče, dokončen objekt. Vedno znova smo v nekem smislu razočarani, avto je pravzaprav na končni fazi zgolj avto. In če gledate reklamo, ko vam je rekla, avto, ko se boste usedli v njega, boste doživeli, ne vem, neke metafizične razsežnosti eksistence, se usedete noter pa rečete, shit, kje pa metafizika? Ni. In se rečete, pa so me okrog. Ampak naslednjič boste ponovili vajo, ker vam bo reklama sporočila, ok, mogoče smo zdaj res malo sfejkali, ampak v tem primeru zdaj bo pa siguren tako. In tako se pravzaprav po malem, če malo spet poenostavim, pustimo voditi vse življenje. Za nos se pustimo voditi. Vedno znova verjamemo, prosim. Asimptotičnost. Ja. Nikoli ne pridemo do. In ne moramo priti, ker je objekt želje, želja sama. Kar pomeni, če sem prej rekel, da je v nekem smislu ne moramo zadovoljiti, jo po enem drugem pa lahko. Namreč v simbolnem smo jo pa vselej že zadovoljili. Če želim, objekt želje je pa želja sama, ja pa sem jo že zadovoljil. Sej jo že imam. Sej že želim. To se da ni tako enostavno razumeti, ampak je pa logično. Je pa logično. In zato tudi Lacan reče, ne ustrajajte v imaginarnem, asimptotičnem približevanju, zato pa so imaginarni. Imaginarni cilji so tako kot obzorje. Obzorje je vedno enako oddaljeno. Kakor se mu skušate približati, je vedno tam. O tem govorimo, ko govorimo o imaginarni želji. Zato mora biti, imaginariji morajo biti vedno znova oblikovani tako, da bodo pravzaprav ljudje pripravljeni na še eno vajo. Vedno je tveganje zadaj. Veste, v imaginarijih je vedno tveganje, kaj pa če nojo? Kaj pa če se nekega dne zgodi, recimo, so take zanimive utopične sanje, ampak včasih se pa to res zgodi. Včasih se pa res zgodi. V zgodovini se je že zgodilo, da recimo imaginariji padajo. Imaginariji padajo, naprimer, to je lahko čisto vsakdanja izkušnja recimo delavcev. Delavci so pripravljeni, praviloma so pripravljeni dolgo časa verjeti vodstvu, kot se reče. Sej bo denar, dajte mi čas do 20, pa bo plača izplačana, sam še malo se dogovarjam z investitorji, pa bo denar mura, da skrajšamo. Če pogledate, mura, koliko časa se to že, ta agonija dogaja in nekega dne se pa res lahko zgodi, kot tudi pravijo pesmi, legende in pripovedi, ko recimo delavci preprosto sedajo dol pa rečejo tisti znameniti, tudi v slovenskih ulicah pred leti so na transparentih bili napisani tako, zdaj imamo pa dosti. In potem se naenkrat se plošča obrne. A veste, o čem govorim? Govorim o enem zelo preprostem mehanizmu, ki drži velik del naših eksistenc skupaj, kot lepilo. Namreč, govorimo o verjetju. Če hočemo približno konsistentno živeti svoje življenje, danes, jutri, pojutrišnjem in tako naprej, mi moramo v cel kup stvari tudi verjeti. Mi moramo verjeti recimo med drugim,
vzemite katerikoli medsebojni odnos, mož, žena, otroci, starši, učitelj, dijaki, katerikoli odnos, temelji na čem? Na zaupanju. Predstavljajte si, ne, če ste učitelji, pridete jutri v šolo in učenci, preprosto, kot se po domače reče, nešmergajo 5%. Kam boste naredili? Boste postrelili? Celo, a veste, avtoriteta temelji na tem. In vedno je tveganje, neko strukturno tveganje je, tudi če se ga ne zavedate, da oni drugi, s katerim ste v enem medsebojnem odnosu, naprimer, jutri ne bo več hotel biti v tem odnosu. In kako je pravzaprav enostavno za medsebojne odnose, dokler je zaupanje obojestransko. Takrat rečemo, stvari tečejo. Saj se malo zaplete, pa malo uno, pa malo se krega, ampak v principu pa tečejo. To poznamo. In ta izkušnja je za nas zelo dragocena. Ko se rečemo, vsaj nekaj ljudi je v mojem okolju, na katere se zanesem. Kaj to pomeni, da se zanesem? To pomeni, da verjamem, da bojo jutri glih tam, kjer so danes, metaforično rečeno. Sprav, da nas bodo sprejeli, da nas bodo poslušali, da nas bodo imeli radi, da se nas z nami ukvarjali in tako dalje in tako dalje. Ta zadeva v trenutku pade, ko recimo, če delate z tako populacijo, zaupanje, če se skrha, kot se reče. Samo skrha se, ni treba, da je že kar razpadlo, samo da se skrha. Takrat začutite, kako hudičevo težko je zdaj to zaupanje povrniti. Hudičevo težko je. Ko rečete, ok, kaj naj zdaj jaz naredim, da mi bo drug človek spet zaupal. In včasih zadošča za tako skrhanje zaupanja ena napačna beseda. Kaj je s tem? Takih zgodb je recimo hollywoodskih je zelo veliko, ne vem, prešuštvo. Sorry, ne bo se več ponovilo, zaneslo me je, bil sem pijan, nič mi ni pomenilo, brez veze, en seks, tebe imam rad in tako naprej. Ona pa sam tako mirno gleda pa reče, sorry, stari, zgubil si moje zaupanje. Kaj naj naredim? V nekem smislu ne morate nič, ne? Ker zaupanje jaz podeljujem vam, vi pa meni. Ne? Zaupanje ni nekaj izreda, ne vem, vednost. Jaz sem naredil to in to in to, avtomatično mi boste vi zaupali. Človek se odloči, da bo zaupal drugemu. Ta drugi, v končni instanci asimptotično, ne more narediti nič, če mu ta ne podeli zaupanja. Zato gre. Če jaz ne zaupam, če ne rečem, magar samemu sebi, da zaupam drugemu človeku, pa on se lahko razpoči. Enako je z ljubeznijo. Saj mi se ne zaljubimo v drugega človeka, zato ker opis njegovih ali njenih osebnostnih in drugih lastnosti ustreza nekemu idealu mojemu. Tudi približno tako ni. Celo nasprotno je lahko. Ja, vem, da ima vsa take lastnosti, pa pa treba, pa nič mi ne pomeni. Ja, vem, da si lep in krasen, in atletsko, vse, pa sorry. Ni iskrice, ni kemije, ne čutim. Te metafore uporabljamo, ne? In v tem je, rekel, prehod. Večina naših medsebojnih odnosov temelji na zaupanju v simbolne strukture, ki jamčijo za to, da delujejo odnosi, da imajo smisel, da imajo pomen, da ga bodo jutri tudi še imeli. In dokaj časa zaupamo, kot bi rekel Lacan, v tega velikega drugega, v to simbolno strukturo, dokaj vanje zaupamo, tudi vsaj približno vemo, kako se obnašati drug do drugega, da ne bomo zapravili odnosov, kot se reče. Vsaj približno vemo. Tega smo se naučili, kako se obnašati, kaj reči, kaj raj ne in podobno. In dokaj časa se gibljamo spet znotraj nekih meja, ok, smo lahko prepričali, da zadeve delujejo. Če pa prestopimo v te imaginarije, se pa zadeve začnejo zapletati. Recimo, primer. Zaljubimo se, ko smo stari, kaj se zaradi mene 15 let ali pa 20, potem nekaj časa živimo skupaj in potem se počasi seveda postaramo. In ko se postaramo, smo pač drugačni, kot smo bili takrat, ko smo bili mladi. Ali bo zaradi tega ljubezen nujno ugasnila? Ni nujno, ne logike.
ker ni iz imaginarnega registra. Ljubezen je iz simbolnega registra. Ne? Kar pomeni, da to pride do izraza, primer, sam analitični postopek. Ne? V simbolnem svetu nas ne zanima pravzaprav, kakšen je drugi človek, ne, kako zgleda, kaj počne, dokler se tudi on giblje v simbolnem svetu. Deluje skladno z nekimi konsistentnimi pravili, moralo, etiko, zaupanjem in tako naprej. Hudič nastane vedno znova v imaginarijih. Ne? Zakaj? Ker imaginariji struktura deluje tako, da mi od drugega človeka pričakujemo nekaj. In če nam tistega ne da, če ne more, ne zna, noče in tako naprej, ne, se začnejo težave, ki jih Freud pojasnjuje z koncepti psihične ekonomije. V imaginarijih imamo vedno znova lahko občutek, da nekdo nekomu nekaj dolguje. Jaz sem bil do tebe tak, pa tak, pa tak, ti pa nisi bil do mene tak, pa tak, pa tak. In se ni šlo. Ne? In te težave pravzaprav imamo vsi v imaginarijih. V simbolnih strukturah pa ne. Ker te temeljijo na nekih veliko bolj čistih odnosih, ki niso obremenjeni z imaginarnimi, se pravi nerealnimi ali pa neuresničljivimi pričakovanji. Samo pomislite na recimo pogoste težave, ki jih imajo starši, no pa tudi otroci, ne, pri vzgajanju otrok. Ne. Starši pogosto vzgajajo otroke za imaginarije. Ne. Če boš naredil to in to in to in to in to, potem te bomo imeli radi ali pa boš uspešen, oziroma nasprotno je zelo veliko tega. Ne? Ker nisi naredil tega in tega, si nas razočaral, nisi zadovoljil našim pričakovanjem, nisi ustregel, naše imaginarne želje nisi zadovoljil. Ne? Veste, koliko otrok trpi, ker nimajo najmanjše ideje, kako ne ustrežajo imaginarnim željem svojih staršev. Kaj bi starši sploh radi od mene? Vse se trudim, hodim v šolo, imam same petke, delam, učim se, bla, 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 pa še so nezadovoljni. To je tipična zgodba otrok. Ne? Ker je imaginarna. V imaginarijih ne moremo zadovoljiti drug drugega, svojih želja, pričakovanj, te so imaginarne. V nekem smislu so fiktivne, ne? So iluzorne, so tako kot obzorje. Vse obzorje ne obstaja, mislimo, da obstaja. Ne? In se mu približujemo in hitimo, obzorje se pa odmika. Ne? Edina rešitev je v resnici ta, ki jo izraža Lacanov stavek, ne popuščajte glede svoje želje, želja je pa simbolne narave, ustrajajte pri njej. To ustrajanje je v nekem smislu veliko bolj čisto, je čisto. Zato pravim, ne? Naprimer, veliko bolj pošteno je drugemu človeku povedati nekaj v obraz, kot se reče, neko resnico, čeprav boli, kaj vse, kot pa sredi imaginarne igrice, ki si greste lahko neskončno dolgo. Tretje poti pa pravzaprav ni. In v analizah, recimo analitičnih postopkih, se ljudje natanko s tem tudi soočijo. V analizi se vedno znova zastavi pacientu vprašanje, kaj nameravate narediti. Ali boste prekinili te neskončne igre imaginarne, ali ste pa ujeti v neskončnost, potem analiza nima več nobenega smisla. Tem je smisel analize. Analiza ni zdravljenje. Mi pacienta nič ne pozdravimo. Mi ga pravzaprav potisnemo v sorazmerno težek položaj. Ali boste končno nekaj naredili v svojem življenju in izstopili iz imaginarjev, ali pa vam ni pomoči. To je vprašanje, s katerim se sooči vsak. In obstaja samo en odgovor in samo eden, ta je pravilen. Ja, nekaj bom naredil, da bom končno izstopil iz tega neskončnega regresa. Ok, zdaj se pa lahko pogovarjamo, kaj bi to bilo. Predtem pa ne. Predtem, če se človek za to ne odloči, pa govorimo o tem, da hoče sedeti na 2 stolih sočasno, pa imeti tisti keks, pa ga še hkrati pojesti. Ne morate imeti, sej poznate, za Slovenijo, recimo tipična zgodba alkoholika. Ne? Alkoholik pride domov, žena ga lepo opere, umije, preobleče, spravi v posteljo in potem se pritožuje. Vprašate, ok, gospa, pa čem se vi pritožujete?
Ja, lejte kašen, jepijo, dura in tako naprej in tako naprej. Ne, jaz ne sprašujem tega. Nekaj drugega vas sprašujem. Kaj so pa narobe naredili? Vse. Ja, kako? Vi vzdržujete njegovo vedenje. Zelo preprosto. On se bo zjutraj zbudil, fajn, tam speglen, čist, vse, super, zvečer ponovimo vajo. Se mi bojo spet prestregali, upedenali, umili, stuširali, pa dali v dišečo poslo. Super, bravo. Gospa, nehajte podpirati pijančevanje svojega moža. In potem se nadaljuje v imaginari, kaj ne pa naredim, pa ne morem takega pustiti, pa meni se smili, pa bogi reve, a jaz ne pa ono bogi reveš. Itd. Zato seveda potem analizo v določenem trenutku rečem, da se pa odločite, ali A ali B, ne morate pa imeti A in B. Tipična zgodba iz tega registra, da sam še to povem, je pa tudi, recimo, ko pridejo, ponavadi so to žene, matere, pridejo po kakšen nasvet, kaj vi mislite, kaj ne jaz naredim s svojim možem? Kje pa mož? Ja, on je pa doma. Zdaj vi bi z njim, kaj pa, veste, on je tak, pa smoten, pa čuden, pa nenavaden. In zdaj bi vi nekaj naredili z njim. Ne, napačno vprašanje je. Pravo vprašanje je, Gospod, kaj boste vi naredili sami sabo? Ne, kaj bo žena z vami naredila. Saj niste njen dojenček za Boga. Ampak, a veste, koliko pride žensk po take nasvete? Možje praviloma ne. Oni so doma, njim je v redu. Žene pa okrog norijo, kaj ne jaz naredim, da bo on drugačen. Vi ne morate nič narediti, da bo on drugačen. Razen, recimo, take primere, kot sem prej rekel, če pride mož pokozlan domov, da mu ne odprete vrat. Jaz tega pa ne morem narediti, bo zmrzno. Tle ni zgodbe, mislim, se ne izide. Na ta način se ne izide. Zato je analiza prehod k drugačnemu načinu razmišljanja, ne zdravljenje. Mi nikoga ne zdravimo. Še en analitik ni zdravil enega pacijenta. Vse se začne s tem, kar je imenovala Ana in položila v bistvu Breuerju, oziroma potem Freudu, v usta. Talking cure. To je analiza. Talking cure, zdravljenje, če že, z besedo. Ampak zdravljenje besede strogo vzeto pomeni kaj? Da pacijent začne drugače govoriti. O sebi, o medsebojnih odnosih, in tako naprej, se pravi, da ga začne drugače razumevati, drugače doživljati, drugače se s tem potem posledično tudi obnašati. Najprej je ideja, najprej so besede, dokaj ne začnete drugače govoriti o svetu, se tudi obnašali ne boste drugače. Ok, zdaj spojma nimam, od kje smo prišli do sem. Prosim. Samo kratko, mogoče, če se da na kratko odgovori. Kako bi definirali ali pa opredelili smisel? Če se da to s čim drugim opredeliti, ker ta pojem je zelo zanimiv. Če poznate recimo Lacanove sheme, potem veste, označevalci, to so besede, mi nizamo besede. Če govorimo gibberish, to ne more imeti nobenega smisla, nobenega pomena ne more. Gibberish pomeni, besede namečemo skupaj, tako kot srače gnezdo. Se pravi, smisel je učinek, je simbolni učinek ustreznega ali pa logičnega sosledja dogodkov. Če jaz rečem, danes je torek, ima ta stavek pomen oziroma smisel. Zlasti, če je res torek. Tudi, če ni torek, jaz lahko rečem, da je danes torek, pa je to svojevrstna šifra, ki jo razume samo gospod tamle zadaj, ker so se tako dogovorili, vi pa ne. Lahko je šifra. Ok. Ali pa dejanja, ki jih delamo v svojem življenju. Da naredimo nekaj, kar je približno logično, ali pa če rečemo smiselno. Smisel je vedno učinek enega sosledja dogodkov, ali pa besed, ali pa vse reprezentacije sveta, ali pa označevalca, ali pa ni važno česa. In to sosledje mora biti tako, da mu mi lahko pripišemo smisel. Se pravi, da se obnašamo do te verige dogodkov tako, da ko sledimo verigi, berete knjigo.
berete knjigo, recimo v jeziku, ki ga slabo poznate, ali pa berete knjigo z področja, kamor ste šele vstopili, ne, neko filozofsko knjigo, pa še nikoli se niste ukvarjali s filozofijo, berete Kantovo kritiko čistega uma, preberete 10 stavkov, pa reče, pa to je tiste, to nima za me nobenega smisla. In ga res nima. Sicer ne zato, ker je sosledje tistih besed slabo, ker ni, ampak vi niste v položaju, da pripišete smisel tistemu dogodku. Se pravi, smisel pomeni, da lahko pripišete da v svoji glavi ponovite pravzaprav eno zaporedje. Smisel avtomatično nastane, ko rečete A, B, C, D, aha, zdaj pa razumem. Ja, se to ima pa smisel, iz tega sledi ono, iz tega sledi tretje, cilj je pa tamle. Ja, smiselno. Torej, smisel je vse učinek, je nekaj neoprijemljivega, je v umu, kot temu rečemo, je simbolni učinek ene operacije, ki jo ljudje naredimo na množici njih pojavov, s katerimi se srečamo. Če to lahko naredimo, smisel vznikne. Če tega ne moramo narediti, ne vznikne smisel. Rečemo, ja, razumem, kaj mi hočeš povedati, ampak gled, tole nima za nobenega smisla, jaz nimam to kam upet, pomagamo si, spontano si pomagamo s takimi, ne moramo, s takimi metaforami, tega ne moram upeti v nobeno simbolno strukturo. Če jo nimam, ne moram upeti tega in za me nima smisla. Če pa lahko, potem pa ima smisel. Reče, ja, zdaj pa razumem to. Zato je tako, dejansko je pomembno, da se ljudje veliko več pogovarjamo drug z drugim, kajti mi smo prebivalci zelo različnih svetov, simbolnih, zelo različnih. Empirično sicer lahko živimo zelo blizu, Slovenija je tudi majhna, ampak simbolno pa lahko živimo v vesolju na različnih. In če živimo v tako različnih vesoljih, se pravzaprav ne moramo razumeti, ne moramo pripisati smisla. In to postane včasih lahko zelo problematično, zato ker smo v stiski. Smo v stiski, ne razumemo drugega človeka, razumemo simbolnega vesolja, potem se on giblje in nam postaje vse bolj tuj. Ko nam pa drugi človek postaje vse bolj tuj, se pa zelo hitro lahko zgodi, da postanemo paranoični. Da postanemo paranoični in nam ta človek nenadoma zgleda čuden, ali pa postane nekaj, česar ne maramo, ali pa česar se bojimo. To pa poznamo. Cela vrsta družbenih dogodkov temelji na takem pomanjkanju, če lahko tako rečem, razumevanja ali pa tudi ni nujno, da zdaj jih pogovarja naprej. Jaz se ne rabim pogovarjati s sirskimi begunci, da bi jih razumel. Ne rabim. Zadošča, da uporabim druge simbolne koncepte, ki jih imam v glavi. En je zelo preprost. Da si rečem, 99,99% prebivalcev Sirije ni čisto več drugačnih ljudi, kot smo mi, ki zdaj sedimo tukaj. To je zelo preprost koncept. In tam me pomiri. Ok, ja, med njimi so pa lahko tudi pijanci, tatovi, teroristi in tako naprej. Vse so v Sloveniji tudi. Veste, kako zanimive, drobni simbolni premiki postavijo zadevo popolnoma novo luč. Med njimi so teroristi. A imamo mi kakšne težave, zdaj neki osnovni ravni, imamo mi kakšne težave, da je med Slovenci toliko in toliko lopovov, tatov, ljudi, ki so zapiti, ki so na drogah, ki so agresivni, napadalni in tako naprej. Nimamo, če niso bili naše sosedje. Nimamo. Rečemo, pač ljudje taki smo, krvavi smo pod kožo. Ja, fajn, Sirci tudi. Saj niso z drugega planeta. Čeprav, kot simbolna bitja, pa dejansko se lahko obnašamo, kot da so z drugega planeta. Simbolnega, seveda. Kaj pa veš, oni imajo tam čisto drugo kulturo, pa čisto drugo religijo in podobno. In še zgodbe konc. Ampak zato, ker smo simbolno preveč zaplankani in se nismo potrudili misliti, mi ne rabimo enega Sirca srečati. Vsi ljudje na tem svetu imamo praktično iste gene. Variabilnost je tako majhna, da omembe vredna ni. In vse ostalo. Približno enake možgane imamo, pa po 2 roki, pa... Ampak, če pomislite, kako smo si, recimo, fizično, praktično popolnoma enaki, simbolno se pa lahko obnašamo, kot da smo iz totalno različnih vesolij. Oni so pa čisto drugačni od nas. To naredimo, zato ker smo v stiski.
In Job je bil po očetu sir. Ja, točno, res je. Ja. No, torej, ja, zelo pomembno je to, kar pravite. Ne? Smisel, beseda smisel, mi smo bitja smisla, in smisel vedno vznikne, ampak to pomeni, da moramo mi najprej nekaj narediti, da bo vzniknil. Potruditi se moramo kognitivno, mentalno, pripisati, spremljati, a ja, vidiš, iz A sledi B, sledi C. To se moramo mi potruditi. Dokler tega ne naredimo, iz A nič ne sledi B in samo debelo gledamo, kaj ta človek počne. Zame je to čisto nerazumljivo in takoj preheftamo zraven nekakšne paranoidne ideje. Eno vprašanje še, zakaj ni enkrat rekel, kakor sem jaz zasledil ena njegova izjava, da je norost povezana lahko s preobiljem smisla, pa s prevelikim pomanjkanjem. Je res. Paranoidna, predstavljajte si paranoidnega človeka. Paranoidna psihoza, predstavljajte si človeka, ki zdaj tukaj sedi med nami, preobilje pomena oziroma smisla pomeni, da v vsaki gesti, ki jo jaz naredim, recimo vzamem tole v roke, on vidi ne preprosto dejstvo, da je tukaj noter tekočina, ki jo jaz pijem, ampak on vidi nekaj več, preobilje. Čakaj, to ni samo gesta, s katero on vzame pijačo v svoje mladosti, to je dejansko pijačo naše mladosti, mi, ki smo dovolj stari. To ni samo to, ampak je nekaj več, Bog ve, kaj tukaj noter on skriva, zdaj, ko je to zaužil, sigurno se nekaj dogaja v njegovi glavi, da bo vplival na nas, mogoče nas hoče začarati. To je to. To je preobilje smisla. Zapravi, preobilje smisla je možnost, ki nastane takrat, ko se zopet približamo eni meji, simbolnih svetov, onkraj kateri je norost. Zapravi, ko stvari, ki so čisto preprosto enostavne, sedež je sedež in to je v glavnem dobro zato, da gor sediš. Lahko tudi kaj drugega, ampak v glavnem pa ne. Miza je zato tle, da kaj gor odložimo, lahko je za njo tudi jedel, lahko se tudi usedemo, ampak praviloma pa ne. In večina stvari v naših življenjih je takih. In ko se naučimo, že kot otroci, to sprejmemo, naredimo kljukco, okay, s tem se večno ukvarjamo. Norost pa pomeni, ne, v tem je nekaj drugega, nekaj novega. Ta miza pravzaprav ima skrite dimenzije realnosti. Mi sicer ne vidimo, ampak gotovo jih pa ima. In prek teh skritih kanalov vraževerje temelji na tem. A veste, koliko je tam ljudi vraževernih? Že horoskop temelji na tem. To je preobilje pomena. Ja, vidim, date mu roko, ali pa poveste mu datum rojstva. To ni samo 5 številk, ne, pa jih je nekaj več. To nekaj pomeni. Vi ste bili rojeni v tem ne date mu roko in tle ni samo ena guba, ki pač nastane, zato ker takole počnete vse življenje, več pa tega nima. Ne, to ni samo ena guba, ampak tle nekaj več. Ta življenjska črta je in taka, joj, tle noter vidim. Več ne vidiš, ker ni kaj videti, ampak seveda norost pa vidi. Norost pa pomeni, da vse tudi on, ki ni alkoholik, ni videl, da je nor, vidi bele miške. Zaprav so tudi teorije zarote, ki jih imamo danes, to je to. To je vse to, preobilje smisla. In planeti niso samo planeti, ampak prek njih se kozmične energije prevajajo in ko so v takem zaporedju, bo to vplivalo na nas čist drugače, kot takrat, ko niso, ali pa sodni dnevi in tako naprej. Potem se nič ne zgodi, pa imajo težave. Zakaj se pa to ni? Ja, to je pa zato, ker njih kar smo dobili sporočilo, da so malo prestavili. Ampak če dobro pomislite, pravzaprav vidite, koliko pravzaprav norosti je med nami vsak dan. Niso samo tam na Studencu norci. Prosim. Boste drug teden načeli en par stavkov, ali ne drug teden? Drug mesec, ja. Drug mesec. To, kar ste nakazali in sicer etiko v psihoanalizi. Se bomo lotili 7. seminarja. Vse to sem danes nastavil sam časa. Bom, seveda bom. Ja, prosim. A bi še nekdo povej, koliko je ura? 30. Imamo dober občutek, torej, to za danes, hvala. Ampak je popoln fantastično.